Čau, spet sem tukaj jaz z videom, ki ste ga na veliko zahtevali. Več bednih slovenskih komadov. Najprej veliki favorit med komentarji. Franc Gorza z ribicami cuka. Wow, kakšni triki z mikrofonom. To so stvari, ki jih lahko delaš samo, če nisi totalno pijan. In nočem namigovati, da fant igra na playback, ampak to se sliši. Nagajiva, zapeljiva, z mano se igra. Jedna črva mojega sedaj navalila. Besedilo tako na nivoju, da bi ga lahko napisal samo res globok in razgledan otrok. Mi cuka, ruka, cuka, ribica mi cuka. Cuka rima na cuka. Kakšen mojster besede. Res ene. Cuka, ruka, cuka, meni je že muka. Meni tudi. In kaj res ni bilo nikjer drugje to za posnet kot pred neko cesto, kjer se avti ves čas peljejo mimo? Sej ne, da bi video brez tega bil dober, samo riskiraš, da kdo od poslušalcev ne zdrži več in se vrže enemu pod kolesa. Pa tudi, kje imaš ekstremiste v kombijih, ko jih rabiš? Noben ga ne jebe! Oj, bog, tip se obnaša, kot da mu ploska cel stadion, v resnici pa je bežno navdušil skupino starejših občanov. Da ne bojo samo starejši ljudje in penzionisti trpeli, je tukaj nekaj, kar cilja na mlajšo publiko, tako kot pedofili. Reper Miklovje s komadom Padam not. V supergah na postelji, obupno. Prišel sem obrn, sceno na glavo. Ej, ženska v videu ti pade navzgor. Vem, da si bolj človek iz ulice, ampak to, v katero smer dela gravitacija, bi si lahko pogoglal. Roke so že gor, pravo minor, dobrodošli v moj zapor. Zapor? To je tam, kjer ga folk faše v rit, ne? Kriminalka na sporedu bo od zdaj v Sloveniji. Zgleda, ja. Upadam na profil, žepi polni mamil. Obrnu par 100 kil, pač tak je moj stil. Valjda, in kot vsi uspešni dilerji svoje ilegalne posle javno oglašuješ. Rebenke na obrazu, že sem v sporazu. Wow, premagal si prostitutko v šahu, ti moraš biti res genialec. Črna tema, samo nakit v tej temi se svet. Hočeš vse, kar imamo mi, pa ne moreš imet. A ne moreš dojet, da tok smo visok, da ne moreš nas verjet. Ne morem verjet, reper, ki poje o tem, ko je poln keša in zajeban. Kako originalno. To je kot da bi cerkveni zbor pel o Jezusu. Delam musko stil kriminalca. Stari, to si našminkan ali zakaj točno si ti svetijo ustnice pod UV lučko? Po pravici povedano, ne vem, kiro je bolj gej. Veš se, koliko jajce treba imeti, spijem pijačo čez tablet zapre. Načeloma zdravniki ne priporočajo piti alkohol čez tablete, ampak jaz nisem zdravnik, tako da daj si duška. Popušite mi ga. A, zdaj so drugi na vrsti. Pičke, ni vam treba klikati like. Ne, res ne čutim te potrebe. In zdaj pa komad, ki je tako slab, da si očitno ni zaslužil niti imena. Matej Korošec. Zdaj vem, kaj sem imel. Ja, dostojanstvo. In vem, kaj izgubim. Oljubim te, da reši me. Kaj lahko mene kdo reši? In kaj je s to frizuro? Samo ker pecaš neke najstnice iz frizerske in še ne rabiš pustiti, da vadijo na tebi. Na te pozabim, pozabim vse. Ja, tudi pet zgleda. Nikoli ne pozabi me. Ne bo. Od tega komada bomo vsi imeli psihološke brazgotine. Od tega komada in predvsem frizure. Res gleda, kot da je hotel, da je v tem videospotu vsej nekaj slabše od petja. Ali pa ne vem, mogoče ni hotel imeti take frizure, ampak je deževalo rabljeno olje od cvrtja. A nikoli ne išči me. Verjetno ga je brez veze iskat, ker si je po tem komadu zamenjal ime. Kaj mu je pa še preostalo? Ne sprašuj, zakaj minilo je, ko že daleč bom živel nekje. A ja, še selitev. Imaš prav, boljše biti sigurni. Nikdar ne vrnem se. Ma ne, sej enih 5 let bi moglo biti dovolj, da folk pozabi. Ne, okej, sorry, si imel ti prav. Mogoče mučim se. Sebe mogoče, nas sigurno.
Se mu pa je v tem komadu zgodilo nekaj, kar se mu na Tinderju nikoli ne bo. Da je swipan v desno. Vas je vedno zanimalo, kako bi izpadlo, če bi komad od Franca Gorze zapela njegova hčerka? Če je odgovor ja, ne vem, kaj je z vami narobe, ampak ga imamo. Bogdana Gorza in Mali Mali. On me zalizuje, mi sladoled kupuje, zdi se mi, da vsaki dan z njim bohuje. Ej, če te piči čebela v jezik, ne rabiš takoj isti dan posnet komad. Lahko počakaš, da oteklina mine. Mali, 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 daj na prst stopi. Mali, 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 daj dobiš pa ljub. Kaj je to, grožnja? Mali, 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 pa se s tem ne hvali. Ne, mislim, da si pred tem varna. Nočem biti nesramen, ampak si ti res zdi, da si primerna oseba za komentirati videz drugih? Mala si premali, manj sva še za skup. Kaj nista še za skup? Ni da bo tip zrastel, je odrasel človek, to je to. Mali, 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 jaj, kako je mali. Tako premišljeno besedilo, da ga lahko spiše samo Franc Gorza. Pol iz nekega razloga prijavijo tipa na policijo in policaj ga kar napade in potem tam, ko oni nekaj plešejo in pojejo, ga drži pred njimi, da jih posluša za kazen. Ok, vem, da zalezovanje ljudi ni cool, ampak to je malo preveč, saj ni noben ga ubil. No pa za vse ljudi, ki ste mi pisali, da znam samo kritizirati in kako bi se jaz počutil, če bi nekdo moj komad kritiziral. Evo, da vidimo. To smo Delfinja riba s komadom Trilin. Mene lahko vidite tle z basom in čupo. Ja, vem. V moj zagovor, to smo bili v srednji in smo si poskušali nekako najti babe. Ampak njihove reakcije niso bile čisto to, na kar smo upali. Enkrat mi je pevec izklopil kabel od basa in par minut sploh nisem opazil. In na istem koncertu smo se pol z njim stepli na odru, potem ko mi je probal brcniti. Sploh ne vem, kakšen žanr muzike smo kao igrali. Zanimo kot mešanica Led Zeppelin in pralnega stroja na centrifugi. Človek bi si mislil, da pri taki muziki ne moreš zajebati med komadom, ampak nam je ratalo. Publika iz varne razdalje razmišlja, če bi mogoče šli rajši domov. Besedila se ne razume čisto, ampak se da razbrati iz konteksta, da je nekaj v smeri nobena nam ne da. Folk je delal za trakom v proizvodnji, nas je hodil poslušati, da jim potem bil hrup v službi bolj sprejemljiv. Ena kolegica se je dala tisti dan prepirsati ušesa, ampak je rekla, da se je bolj bolela zaradi nas, kot zaradi uhanov. Na maturantski četvorki smo pijani izpadli bolj v taktu, kot na tem odru. Ampak dovolj hvaljenja o mojih preteklih podvigih. Odkar so se mater uveljavili s trepom, se je našlo ful drugih glasbenikov, ki so rekli, wow, folk ta shit dejansko posluša. En tak poskus narediti nekaj, kar bo všeč edgy najstnikom, je komad Tipi so pičke od Smrt, Boga in otrok. Zakaj konj in črn obraz? Ker umetnost. Kdor tega ne šteka, očitno sploh ni šel na filofaks. Idemo, hude smo, idemo. Nočem biti označen za netolerantnega, če se vi slučajno identificirate kot hude, ampak ne vem, če bi se ostali svet nujno s tem strinjal. Glavna tema komada Tipi so pičke je to, da so tipi pičke. Na prvi pogled malo površinska provokacija. Rekla sem, da so tipi pičke, boste jokali? Ampak iz ostalega komada lahko ugotovimo, da je pesem izpoved, kjer ženska v glavni vlogi govori o temu, kako je spolno nepotešena. Ne klič me, a bi požgal to ali bi slinček. Ne vem, če ne veš, če bi, ne zdi se mi. Tripaš, cicibanska varianta, jaz sem hotla slikat. Skozi ta komad ugotavlja, da tipom ni do seksa, ampak ne zna pa tega smiselno povezati z okoljem, v katerem se nahaja. V mojem krogu solze so, tipi so, v mojem krogu pičke so. Ja, v tvojem krogu, ker se zadržuješ okoli samih možač in beta samcev. Zanimivo, kako to, da tipi niso za seks, niti ni tak problem izven Roga in Metelkove. Kot da vse te čudaške franze in nabijanje o feminizmu pri tipih ne vodi ravno do erekcije.
tipi, pičke, tipi, pičke, tipi, pičke. Ker ne zna najti pravega vzroka za pomanjkanje seksa v njenem življenju, uboga punca kar obupa na tipi in glasbo. Glej, ne vrži puške v koruzo, sej nisi spet tako grda. Daj si mogoče gor malo šminke, obleči se eno krilo za spremembo, shujšaj 1 kilo ali 8 in se bo sigurno tudi zate nekdo našel. Če ne drugo, poznam enega tipa, ki je sigurno samski. Matej Železnik je nazaj in je jezen. Tokrat mu je uspel prodor na glasbeno sceno s komadom Vsi meni se smejijo. Ta komad sem že komentiral v enem prejšnjem videu. Ne štekamo, kom poje, ima pa dober beat. Vsi meni se smejijo. In tip me je vzel resno. Skladba Vsi meni se smejijo, katero sem posnel, je izrecno namenjena TV voditelju oziroma moderatorju na medijskem področju Marko Žerjal, TV voditelju. kateri me je oblatil s skladbo Japonka s Portoroža. Ne, mislim, da si se s tem komadom kar sam oblatil, ampak dobro, gremo rajši na novega. Ne ti meni bla bla bla, ker nisem jaz tak tip, ne me blatit, kar ni res. Cool. Vsaj lepo pove, da ni res, da sem ga jaz blatil. Povej o fris ali pa kje druge. Kje drugje, ne vem, recimo na YouTubu? Kva ti misliš, da si ti, ko v lord na foteli si, pred kamero sediš, pa ljudem težiš. Ja, s tem, da moje teženje zgleda ljudem bolj znosno od tvojih komadov. Ne se hecat, prijatelj, slej, ko prej bo šel v ječo. Naj bik te brcne v rit, da spet bo mir. Vsi meni se smijo. In to nima veze s kvaliteto tvojega komada. Jaz sem jih v to nekako hipnotiziral, ali kaj? Ti pa pare kradeš mi. Shit, nisem ti hotel krast pare. Zgleda sem jih nevede se nakradil. Ti samo povej, iz kje sem ti jih vzel in koliko in ti jih vrnem. Jaz podpiram Mateja, ker kaže nek napredek v svoji glasbi. Recimo Japonka s Portoroža je dolga 7 minut, ta nov komad pa 3 minute in pol. Je že pol manj slab. Samo še vedno pa ne morem preboleti tega, kako tip noče sprejeti, da folku pač niso všeč njegovi komadi. Vsi, ki komentirate skladbo Vsi meni se smejijo, komentirate samega sebe prek moje glasbe. Ne komentirate mene, ampak komentirate samega sebe. Oziroma drugače rečeno, to si ti, kaj sem pa jaz? Z nekom na takem intelektualnem nivoju nisem debatiral že od vrtca in res nestrpno čakam na njegovo naslednjo repliko. Preden grem, odprl sem si Patreon. Ne vem, če ga pri nas kdo dejansko uporablja, ampak se gremo probat. Tako da, če so vam moji videi všeč do te mere, da bi me tudi finančno podprli, zdaj lahko. Z vsemi temi parami, ki jih bom mogel vračati Železniku, bo zelo dobrodošlo. Subscribejte, lajkajte ta video, res lajkajte, kot če nikoli niste lajkali in se vidimo kmalu.